sedanja, nova, samostojna Slovenija. Hkrati so od publike tudi prihajali zahteve, da še naprej pišem, ne. No in funkcionirajočih politikov obnovili svoje članstvo, ne, de facto, v resnici. Se nas pa postavili položaj, da smo lepo. Torej, gospod Fištravec, vi ste eden od soavtorjev družabnega družboslovja, pa če bi mi lahko na kratko za naše študente opisali, kaj je poanta teh dogodkov? Poanta teh dogodkov je to, da skušamo v manj formalnem prostoru, kot je univerza, tematizirati vprašanja, ki so za družbo pomembna. Zato smo to imenovali in seveda govor o družbi je možen samo z sredstvi družboslovja, zato družboslovje, družabno pa zato, ker se pač dogaja v predavalnici, ki ni podobna nobeni predavalnici na slovenskih univerzah. Kakšna pa je recimo ena splošna tema zdajšnjega jesenskega cikla? Ne gre samo za jesenski cikl, ampak zadnja 3 leta se ukvarjamo s krizo, z družbeno krizo in premišljujemo vseh mogočih zornih kotov, enostavno se temu ne da izogniti. Tako da zdaj mislim, da ne vem, bomo videli, če bo v kateri smeri bo šel letošnji cikl. Avtorji bodo seveda premišljali trenutno situacijo in zdaj ne vem, morda bomo se ukvarjali s vprašanjem podobe nove revolucije. In tudi družabno družboslovje se počasi razvija. Torej, ni to več samo projekt, ki bi se dotikal zgolj študentov ali pa univerzitetnih vrst, ampak tukaj Maribor je začel prihajati sem. To je pa zelo fajn. Da je zelo fajn, da je ta, recimo, polakademska, tudi študentska iniciativa postala del mestne infrastrukture. Prostoru, kakršen je, to se mi pa zdi super. Drugi teden bo Dušan Kreber, mogoče še eno povabilo za ostale študente še? Ja, to bo zelo zanimiv, v bistvu v Mariboru rojen bivši minister za zdravje, ki ima pa podobno biografijo kot naš današnji gost, da je v življenju se gibal skozi zelo različne okoliščine. Težko bi ga umestili zgolj na levico, zgolj na desnico, tako kot dr. Bučar, ne morete kar tako nekam umestiti. Torej je tudi človek, ki razmišlja svojo glavo, predvsem pa želi razmišljati o družbeni konstrukciji zdravja. In to mislim, da v današnjem času premišljevanja, kako narediti ali vitko državo, ali narediti vitke javne storitve, še kako pomembno.